Dobrodošli. Mislim, hvala, ker ste ostali tle za ta naš razgovor. Kot vidite, s sabo imam dva gosta, ki verjetno se tega na desni. Ni treba posebej predstavljati. Igor Leonardi je navsezadnje že polnih 30 let ena osrednja osebnost, lik na slovenski jazz ali pa glasbeni sceni, če je to nekaj, kar sploh obstaja. Če pa ga ne poznate, mislim, zagotovo ga poznate, če ga ne poznate po glasbi iz 80-ih, ko je igral oziroma ustanovil zasedbo Kvate Briga, mogoče ga poznate po glasbi z Fake orkestra ali pa z televizije, pa po glasbi za filme in gledališče. Ena stvar, ki jo mogoče malo, ki jo pa ne veste, je, da je Igor tudi eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je nastopal, igral po Afriki. Mogoče si že sam pozabil, ampak enkrat sred 80-ih si igral na turneji z enim high life bandom. Ja. Kratki turnej. Pa V Gani. V Gani, no? Ja. No pa še tudi v Južni Afriki. Mislim, ampak takrat si zastopil... V Južni Afriki sem igral z dvema harmonikarjema slovenskima na svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Ampak sem pa prišel tudi danes, zato sem se odzval povabilu, ker sem bil na 5 koncertih Fele. Sem imel srečo, da sem bil na 5 koncertih in na enemu v San Franciscu sem ga tudi spoznal. Sem se nekako zrinil backstage, kjer smo vsi sedeli in ga čakali, in se je usedel in je rekel, where is my grass? Tako približno je bilo to. No, o tem malo kasneje. Mislim, da zato si bil tudi povabljen, ker si po moje eden redkih Slovencev, kljub temu, da je Fela kar imel nekaj občudovalcev glasbe, da smo z večine zamudili njegove koncerte. Ja. In isti razlog je, no ne, pa ne samo zato, sem zaželela, da bi bil drug moj sogovornik Aleš Pogačnik, ker sem izvedela, da si ti tudi srečal oziroma videl, ne srečal Felo, ja. Ja, srečal veliko drugač kot Igor. Ja. Pač jaz sem to srečal, sem bil na enem od koncertov. In tudi nasprotno kot Igor, jaz sem, ko je rekel, navijač. Nisem fuzbaler. Jaz navijam za njega. Skratka, se ne učim, ne inspirira me, poslušam ga pa zelo rad. Ampak v prostem času si pa magister filozofije. Tudi, ja. Ja, In svoje čase si delal tudi kot urednik na Radiu Študent, kot sodelavec, Ja. urednik za kulturo. Res. Kasneje pa tudi kot svobodni novinar in založnik. In sicer mogoče bo to zanimivo za pač tole situacijo v Kinodvoru. Aleš Pogačnik je od leta 1994 do 2010 je bil urednik pri Državni založbi Slovenija, kjer je med ostalim urejal knjižno zbirko Prvinski nagon, knjige, po katerih so posneti filmi, ne? To je bila zbirka. To je bila zanimiva zbirka. Od leta 2011 dalje pa je vodja in glavni urednik založbe Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
No, kot že rečeno, najpomembnejši podatek o Alešu pa je seveda ta, da je velik Felov fan že cirka 30 let, tako si se sam izrazil. Ja, res, ko sem ga prvič slišal, to je bilo, mogoče, če lahko začnem s tem. Ne? Ja, prosim, rado bi te vprašal, kako si ga odkril, kaj je bil prvi stik. Na zelo nenavaden način pravzaprav, ne? To so bila 80-ta, sredi 80-ih, zgodno 80-ta, jaz sem bil takrat nekaj čez 20 let in nekako sem zašel na prvi program Radia Slovenije in ujel komad, ki mi je ostal v glavi. Zaprav komad, ki mi ni šel iz glave, to je bila Šakara, ki se začne zelo tako, s tako značilnost, da fino se začne komad, ne, saksofoni, potem malo bas pride, pa malo kitarce, tako zelo, še zdaj mi to en ljubših komadov od Fele, pa ga nisem najdel, zato ker sem zamudil, kdo je to izjavajal. Pa sem nekoč bil po naključju v Parizu, tam brskal plošče in prišel nek zelo komunikativen prodajalec, pa je rekel, kaj pa ti kaj iščeš? Sem rekel, ja, to, skratka malo pametno sem hotel, bi sem rekel, ena nigerijska glasba, ne vem čisto točno, ampak tako začne se saksofoni, pa pol tako kitara, pa ta, ne. In je prinesel ven ploščo, jaz jo dam gor tam in dejansko je bil to ta komad. Potem sem si to ploščo kupil, to je bila dvojna plošča, vol 1, vol 2, tak. Fela Kuti s saksofonom v kopalkah, mreža, ampak tiste plošče je bilo pa kasneje težko dobiti, ne, v 80-ih long play je težko dobiti. Sem jaz dobil International Tif Tif, pa Black President, sta bile pol še dve moje edini plošči, vse dokler niso potem začele CD-ke izhajati. Pa še to ne takoj, mislim, na začetku 90-ih se spomnim, pa prav CD-k ni bilo nikjer, neka japonska založba je sicer nekaj izdajala, seveda pa do izdaj, velikih izdaj Felovih plošč je prišlo po njegovi smrti, ne? Ja. Kaj pa ti, Igor, kako se spomniš mogoče trenutka, ko si prvič ga slišal? Ja, jaz ne vem, a sem bil radio študent verjetno ali kaj tasga, ne. Ja, in takrat mi smo itak že nekaj se zanimali za jazz, pa tako. In on je imel take dolge komade, pa veš, saks, trubenta. Pol v enem, mislim, da je ena plošča No Agreement Today, se mi zdi, igra celo Lester Bowie, ne, ki je bil iz Art Ensemble v Chicago, free jazz band iz Amerike, Lester je že umrl. In takrat je to dal še posebno težo, ne, da je v bistvu nek afriški glasbenik s tako muziko, dolgi komadi, dolgi soli, pa groove, pa še sporočilo, ne. A to tudi zato, ker smo mi v resnici afriško glasbo sprejemali, začeti spoznavali preko džeza? Tako je enkrat zgodovino tega razložil Zoran Pistotnik. To je edin primer, ker na Zahodu so precej drugače, ne. Kako? Na Zahodu so precej drugače. Afriško muziko? Ja, v resnici plošče King Sunny Adeja, to, kar jim je bilo, in to je bil uvod. Ja, King Sunny Ade tudi pri nas bil, ne, kot popularen, ne, afropop, ne. Mislim, predtem je bilo verjetno, so bile kakšne te etnološke izdaje nekih etnoglasb, ne. Čeprav v Afriki je v bistvu ta inštrumentalna glasba, ki jo igra Fela, ne, se je začela sredi prejšnjega stoletja, ko so oni dobili te inštrumente, ne, kitare, saksofone, klaviature, bobne, taki kot so in na primer velik vpliv so imeli socialistične države ala Kuba, ne, tako da v Senegalu se je razvil čist en afriški kubanski stil, na primer orkestra Baobab ali pa drugi bendi tudi, na primer Grande Étoile de Dakar, pa veliko bendov je igral kubansko muziko, ne, afro-kubansko muziko, pač na svoj način. In v Afriki, mislim, Gana, pa to Anglos, pa Nigerija nekako spadata bolj skupaj, tudi kulturološko, ne, tam so pa igrali High Life, ne, to so neke
te njihove pesmi, ki so bile... Ja, to pa je malo z karibsko, v bistvu je anglofonska Afrika je sprejemala drugačno glasbo kot frankofonska. Ja, te so pa bolj tako pač instrumentaliziran v nek tak... Drugi so bili, tudi plošče, ki so se širile, so bile bolj latino, medtem ko v anglofonski je bila karibska glasba, pa ti pihalne godbe, ki so potem razvili pač ta stil, ni res. Ja. Tako da... Pa seveda istočasno tam pa v 60-ih so pa začeli jazz glasbeniki pač uporabljati tudi te afriške korenine spet nazaj, ne, in je šlo to tako gor in dol, ne, saj tudi Ellington, pa ne vem, pa Pharoah Sanders, ne, ki je bil en prvih, ki je te kulture vključeval predvsem Bližnji vzhod pa to, ne. Ker Pharoah Sanders, ne, je v bistvu med glasbeniki velja za prvega, ki je začetnik world music, ne, je Pharoah Sanders, ne. Mislim, ker je pač te inštrumente že ne vem kdaj uporabil, te razne... Ja, takrat, če pač ni bilo tega imena, a ne, world music, ki je na vse zadnje nastal celo... Pa je šla ta mešanca, ne. Bajeda, no se kam bi pa vidva uvrstila Felo Kutija? Jaz sem še nekaj povem, da ko so prišli glasbeniki iz Kube, ne, ker na Kubi pa v Karibski Ameriki se je pa ohranila santerija, ne, ker smo tle videli, da tudi Fela hodi z enimi piščanci, pa ima to Ešu, ne, to je ena teh božanstv, oziroma duhov, ne, imajo, ne vem, 8 jih imajo teh duhov, ne, duh zemlje, ognja, vode, Ešu je tudi Elegua, se mu reče, ne, ki je tak zaščitnik crossroads, ne, poti, pa ta je prvi, ne, Ešu je najbolj pomemben, najprej njemu dajo daritve, pa pol še vsem ostalim. No, ko so prišli iz Kube, ne, kjer imajo to santerijo, to se pravi, imajo one, se verjetno poznate te bobne, pa te plese in tudi pojejo v bistvu v Yoruba, ne, še zmerom na Kubi, ki izvajajo te obrede in so prišli v Nigerijo nastopati, ki je bila pač kulturna izmenjava, ne, in so neki stari čifi tam nigerijski prišli ven in da to pa že niso slišali 50 let tega, ne. Se pravi, je prišla iz Kube nazaj, se je tam ohranil, ker v Nigeriji že bilo nekaj drugega. Se pravi, da muzika pa kultura, to so žive stvari, ki pač skozi živijo, ne, ali tle, ali tam. To je bil pač en teh fenomenov. Zdaj pa tako, pa instrumentalizacija, mislim, te inštrumenti, pač bobni, kitare električne, to so pa zahodni inštrumenti, ne. Tudi v Ameriki se je razvil blues, pa jazz, pa rock, pa ne vem, ampak je pa res, da vse to izhaja iz groova, iz Afrike, iz pentatoničnih lestvic, iz bluza in tako da mislim, to ni zdaj nekaj, kako bi rekel, to je življenje glasbe, ne, ki je in tega jezika, ne. Ker inštrumenti so pol sam orodje, ne, s katerim se pol neke Zdaj pa nekaj se mogoče spomniš, ker se spomniš tistega intervjuja v kaj je bil Sternu, v tem hrvaškem, za Felo Kutijo. No, ker to je bil eden mojih načinov, kako, mislim, ker vem, da jaz sem pa slišala tudi na neki zabavi, v Študentu je bila ta skladba, kaj je International TT, ki je v kratica, ITT, ki je v resnici International Telecom, nekaj tako, v bistvu za neko mednarodno firmo, ki je, seveda, Fela je to spremenil v International TIF.
No, potem je pa sledil še ta intervju z njim v tem Zeitungen in to je bilo tako neverjetno frajersk, ker je bilo, ker so v resnici pri nas izrabili priložnost, da, ker je Fela govoril vse to, kar si pri nas mogoče nihče ni upal reči in tudi drugače mogoče kaj takega se ne bi smeli objavljati. Politično, ne? Ja, politično. Ampak zato, ker je bil pač ta nori afriški glasbenik. No, zdaj pa v redu. Ampak kaj sta pa pomislila tisti trenutek, ko sta slišala, da se o Feli dela broadwayski musical? Ja, jaz pravzaprav nič ne. Zdaj, to je glasba kot glasba, bom rekel, skozi velo okrog, mislim, skozi več bendov je nastajalo v 90-ih, pa reizdaje so bile Afrobeat. Meni se je zanimiv dogodek, da bomo naredili broadwayski musical in ta film, pravzaprav, kot vidim, sem videl, je več o musicalu kot o Feli Kuti. Vse band, ki sem že nekaj teh dokumentarcev videl, musical je osrednja tema ali pa musical je tisto drugačno, posebno tega filma, če mene vprašate. Ne? Poudarki, ki so pa v tem filmu drugačni kot v musicalu, je pa to, da se, kar mi ni bilo najbolj všeč, odkrit povedano, je pa to, da se iz tega dela zgodba fenomena Fela Kutija, torej človeka, ki je bil poročen z 28 ženskami, ki je pokadil zelo veliko trave, ki je nasprotoval bom rekel, tej pokvarjeni nigerijski oblasti. Pogrešal sem ta internacionalizem, ki pa po moje, saj jaz sem ga razumel, pri Feli bistven bil, ne, international thief, to se pravi ta cela postkolonialna situacija, upor proti, ali pa krivda, bom rekel, zahodnega sveta proti situaciji, ki je nastala v Nigeriji, takrat, ko je on glasbeno bil najbolj produktiven v 70-ih letih. Ja, pa takrat, ko mi še nismo nič vedeli, da ga tle serjajo, ne. Recimo, Državno tem pev, ne, ITT, International Thief, mi smo si mislili, da oni sam kasetofone delajo, ne. Tako, pa Mr. Follow in podobno, ne, mislim, vsi ti, to so blazno sporočilne komadi in ali pa Coffin for a Head of State. Halo, če bi to danes napisal tak komad, recimo v Sloveniji, kakšen slovenski band, ja, verjetno bi imel težave, ne, mislim, on je imel hude težave in nekako se to razume, da je imel hude težave in si je upal to narediti. In še ena stvar se mi zdi zanimiva, skratka pogrešam ta internacionalni moment, ta nasplošna kritika, ki je bila povzročena za naftno krizo v 70-ih recimo in pa to je povzročilo vojaško hunto v Nigeriji na nek način, čist te večje globalne okoliščine, ne pa on kot neka, ko bi rekel, ta ekstremna figura. Bil je, hvala Bogu, ne, mislim, ampak v prvi vrsti se pa mi zdi, da je to neka širša slika. To sem jaz recimo pri tem filmu pogrešal. No, jaz sem šla gledati ta musical, čeprav sem bila popolnoma podobno kot v filmu, eden od sodelujočih, ko pravi, kaj? O Feli musical, ker to je pa resnično popolna kontradikcija. Mislim, da se on zdaj obrača v grobu, na vse zadnje je bil sredi 90-ih, so mu ponudili, takrat, ko je že mogoče hudo rabil denar, da neki pogodbe, neki rekord company smo ponudili, neka 2 milijonsko ponudbo, ampak ker ni bilo pač v njegovem, nisem mu zdel prav, v njegovem duhu je to zavrnil. Kaj pa šele musical o njemu. Sam potem, ko gledaš film, ne vem, če se njim vama mogoče zdel, da se nam ti avtori musicala, da se na nek način opravičijo, zakaj so ga naredili. Ja. In da je pač ta ogromna želja, da se to sporočilo o Feli Kutiju in isto kot si mi želimo. Ameriški. Prosim. Musical je ameriški. Ja, ja. Ampak, da se to sporočilo razširi in predvsem... Ja, saj, ker v Ameriki v bistvu Fela ni toliko znan, ne. Je bolj znan skoraj v Evropi, kot v Ameriki, ne. To je zanimivo, ne. A je? Ja, kakor sem jaz tam opazil,
Ne mislim, da se posod, da to se samo nam Nam se zdi mogoče, zdi, da je znan, on ne? bil znan, ampak Ne, v Ameriki ni on sploh znan. Ker v bistvu je pa forma glasbe njegove pa taka, da ni najbolj ugodna temu, da bi ga promovirali. To so komadi, ki trajajo, a ne? In to moraš, a ne, poslušati, oziroma vrteti na radiju, pravzaprav po redni bazi, ne? In to je mogoče tisto, kar je drugače. Jaz sem tudi to, kar se je s Felo Kutijem, revivalom Fela Kutijem zgodilo, se je zgodilo z Femijem Kutijem, če mene vprašate, pa Šonom Kutijem, ne? Takrat pravzaprav se je ta biznis Kalakuta LTD, kot si mi rečejo, ne, tudi tukaj copyright nad filmom sem videl, se je začel obračati. Takrat so začele te knjige vrteti. 99. Sem šel gledati, je Femi Kuti tudi v Ljubljani prvič nastopal in takrat so začeli potem Fela Originals CD ven leteti. To je mogoče zelo zanimivo, knjige, da Fela ni v resnici, mislim, bil je neke vrste zvezda kot Bob Marley. Ampak njegova glasba je preživela. Zgodba o njem pa ne. In o njegovem sporočilu. Kjerkoli zdaj pogledaš naokrog, od Kolumbije do Japonske, izjema je Slovenija. Ne vem, zakaj se to, lahko je moje eno vprašanje, zakaj se Fela Kutijeva glasba tle ni nikoli zares prijela. Je našteto novih bendov in ponavadi mladi, ki uporabljajo afrobeat. Pa se Igor, po mojem, band Fake Orchestra, mečkino afrobeata pa ima noter, ima. Ja, ne 3, ja. 3 bita. Mislim, meni osebno se zdi, da je glasba pač... Kaj pa, če je to zato, ker je mogoče na nek način prezahtevna? Ni zahteven. Ne, za res popularno glasbo. Ja, za popularno glasbo je vse mislim, ni nič dosti dober, ne. Oziroma je vse preveč dober. Ne, afrobeat ni zahtevna glasba, v bistvu, za poslušati tudi ne. Zdaj, afrobeat pač ne moreš takole sedeti pa ga poslušati, ne. Mislim, lahko doma, ne. To je pač, ali je neko drugo okolje, ali je plesno okolje, ali je nek klubsko, ali je koncertno, ni, ali pa, mislim, Ni za atmosfero. lahko ga tudi v avto ga poslušaš, pa ne vem. Pač, Ni za atmosfero, ni za to, če groove privabiš muzika, ne. prijatelje na večerjo. Ne? Ja, samo to je v bistvu je tribal, ne, ker je iz teh ritmov njihovih obrednih, ne, je afrobeat, ne. Mislim, ima roots, ima v tem, pa orkestracija je pa to, kar se je on naučil v Londonu, ne, Fela, ki je študiral, ne. A veš, se je z Roy Ayersom posnel, ki je znan, veleznan vibrafonist, ne, ki je bil pol že to v 60-ih, za 70-ih znan, pa pol še v 90-ih, kakor acid jazz revival, ne. Z njim je že takrat posnel ploščo, to se pravi, je nekaj znal, je nekaj vedel, ne, Fela, tudi v zahodni glasbi, ne. No, se to, jaz sem, v resnici sem mislila začeti s takim kviz vprašanjem, ki ni bil, ne bi bil namenjen mogoče samo vama dvema, ampak tudi publiki. Sicer, mislim, da celo sama nisem čisto pripričana, če vem točno natančen odgovor, ampak če mogoče kdo od vaju ve, koliko časa je Fela Kuti potreboval, da se je naučil igrati saksofon? Se mislim, da to v tem filmu, da je igral takoj, ali pa v Extras. Jaz sem po DVD-ju gledal in tam nekdo reče, da če se učiš klavirja v glasbeni šoli, potem... Ne moreš dati natančen, koliko časa misliš, da je potreboval? En dan. Saj tako imam v spominu, ne vem, sorry, popravljam. Kaj pa ti, Igor? A koliko je on rabil? Ja. Ne vem. No, ker je, mislim, očitno ni bil preveč skromen človek, Fela, no. Ampak to sem v reviji Beat, je bil enkrat nek intervju, objavljen intervju s Felo v 90-ih in tam ga je novinar vprašal, ali je res, da ste se naučili igrati saksofon v 16 urah.
In je Fela odgovoril, ma kaki, pa to je nemogoče nič človeka, ki bi se lahko naučil igrati saksofon v 16 urah. Potreboval sem natančno 21 ur in pol. No, pa še eno vprašanje, ki je, mogoče prej nisem uporabila prave besede, Igor, ko sem rekla preveč zahtevna, mogoče je preveč kakovostna. Ne, premal predvajana. Okay. Zato, ker pri muziki je tako, več, ko jo predvajaš, bolje ljudem všeč, veš. Ni važno, kjera je. Okay. Res, to je dokazano znanstveno. A sta še eno, vemo ne, kaj bi naj vse, čeprav je Fela je zanikal vse glasbene vplive. Če se ga je vprašal, kdo je vplival na njo, ne, ker je bil Gerardo Pina, Gerardo Pino je bil pač en navaden motherfucker, ne, čeprav po Felovi in on je samo posnemal James Browna. James Brown je njega ukradel. Ja, ne, tako, no, v glavnem ni bilo. Ampak je imel pa enega glasbenika, skladatelja je pa priznaval kot svojega vzornika. Fela. Ja, a lahko ganeta koga? Michael Jacksona, Miles Davisa. Kje pa? Ludwig van Beethoven mogoče. No, da je si že kar blizu. Bach. Ne, Brahmsa. A res? Jaz sem danes. Jaz mislim, da to... Ja, Brahms je zelo dramatičen. Danes sem šla poslušati, ker sem prav to... To sem isto našla v reviji Beat. Ta podatek, sicer intervju s Felo je bil narejen že tako par let, samo nekaj par let pred njegovo smrtjo. Tako da je sicer, da je mogoče, ne, takrat je bil že kar precej znan potem, da je pač malo nastopil oziroma malo pretiraval. No, ampak zdaj povejte nam, kako je, kakšni občutki so jo navdajali na koncertu? A je res tako neki tako, on pač bil en teh glasbenikov, ki si ga mogel slišati živo? Da lahko res razumeš. Ja, če si imel to srečo, ja. Jaz sem ga enkrat samkrat videl in to je bilo na nekem koncertu, ki bi se začel ob 6. zvečer in bi se moral polnoči končati. To je bilo v Parizu nek koncert za enakost, začetek 90-ih let. Fela Kuti je prišel na vrsto ob 8. zjutraj. To je bilo eno parku, ko so džogali vsi ljudje in je bilo tako, da je skratka razne kruh pa razne substance so krožile naokrog, bili smo zelo utrujeni, če tam pač si 14 ur, ne. Najprej je 20 minut igral band, pol je pa on prišel. Na zadnja leta ni več igral drugega kot klaviature, ne, zaradi saksofon je tudi na soprano saksofon prešal to. Zaradi poškodb, pretepov, ne, ki jih je bil deležen. In je rekel samo en stavek, se spomnim, je rekel, pač tukaj vem, so vsi te 100 000, 10 000 ljudi prišli zaradi mene, ne. Ampak ker so me hoteli zajebati, ne, so že vsi skoraj odšli. Sam ne skrbeti, bomo mi to zrihtali. In pol so igrali, mislim, da uro pa pol, precej bizaren, do 8:30 afrobeat, ne, sred parka v Parizu, ampak bilo je dober, zelo dober. To je bilo prvič in edinkrat, ko sem ga jaz videl. Ja, to ste imeli res srečo. Kaj pa tvoji? Ti si ga tudi videl v 90-ih, zdaj ne vem, kdaj je bilo prvič, ampak mislim, da smo šli sred 80-ih ali na začetku, je v Benetkah igral, nekje v eni areni, mehni, in je ful dežval, ful, in tam smo imeli pokrit stage in ljudje je bilo 51, smo bili z marelami in oni niso pač mogli igrati, ker je toliko deževalo, samo so morali začeti, zato da so plačan dobili, ne. In so pač odigrali. Ker začneš igrati, pol te morajo plačati, ne.
To je bilo, ne vem, koliko dolg je bilo, ker je tako dež padel po stran, po Foršterkerjih, pa ono, Kažincev, ampak so odigrali. Pa sem ga slišal enkrat v New Yorku, enkrat v San Francisco, pa ne vem, kje še sem pozabil že. No, ampak v New Yorku je bilo najbolj zanimiv, ne. Mislim, bilo 91, ja, 90 tam. Je igral v Ritz ali ne vem kje, v eni veliki dvorani. Imel je na odru 32 ljudi, še otroke, pa kuharja verjetno, pa družino, pa vsi so bili na stage tam. Ful je bilo. Pihalna sekcija, tam 20 pihalcev, 2 bobnarja, 2 kitarista, 2 basista, 2 klaviotrista, mislim, full band, ne. Pa še uni zraven, ne. In pa so igrali 1 uro, 2 komada. In pol je en prišel nekaj mu tako je rekel, ne. Je rekel, yes, I hear I didn't get my bread yet, so we're gonna wait now. In so pol ure so nehali igrati, dokler jim niso plačali. In pa si gledal onih 32 ljudi, ne, si rekel, ja, se res mora vse te prehraniti, ne. No, v glavnem pol ure smo čakali, da so mu oni prišli povedati, da je že plačan, ne. Dvorana je bila pa polna, nabito je bilo, oni so folki, eni so šli ven, eni so žvižgali, eni je rekel, tam je zapil, play, ne, pa on pravi, you get your own fucking stage, ne, in je rekel, fela, ne, in je pol začel pridgat, ne, in je 1 uro, medtem, ko so čakali razne basni, pripovedoval afriške, o levu, o opicah, pa tako, kako opica prevara leva, pa to, pa neki v denarju, pa v politiki, pa o Bushu, pa o Thatcherjevi, pa vse. Mislim pač to, kar je on pričal, ne. Rekel, imam veliko stvari pomembnih, da vam povem, o policiji v Nigeriji, kako ljudem krade denar, kako kmet, ki gre s podeželja, ima 15 teh police checkpointov, ne, ker mora vsakega podkupati in ko pride v Lagos na tržnico je njegova zelenjava 20-krat dražja, ne. Pač v teh sistemih, ne, je govoril in vse in pol so dobili, tisti in je pol igral še 2 ure, ne, še 3 komade, ne. In to njegovi koncerti niso bili koncerti, to je bil dogodek, ne, to je bilo ono, ne vem, state of mind, neki niso bili to koncerti, ne. Pa so tudi tebe predstavili v ta drug state of mind. Seveda, to veš, ko si, ko muzika gre, pa se ne premakne nekamor, ne, ampak kar gre, ne. Nič ni, pač on ima te aranžmaje, ne, seveda, kako se pol, saj smo videli v filmu, ko pride pol tle klavir, pa pol pihala, pa to, ampak te melodije, ne, so njegove originalne, ne, te, ko ima pa vse te, tudi za horne, pa to, kar poje, pa kako odgovarjajo mu pevci, pa pevke, ne, to je v bistvu Afrika, ne, to je njihov tradicionalna glasba, ne, samo da je pač z našimi inštrumenti, ne, in po mojem to, ko James Brown je pa to počel pač v Ameriki, ampak na drugi, bolj hiter, ne, funk pa, ne, zdaj vprašanje, kdo je od koga kaj kopiral, ne, ampak to je pač, to je tak jazz, ne. Ne, saj pela v končni fazi. To ni entertainment, ne. Klasično glasbeno izobrazbo. In zaradi svojih prepričanj, zaradi tega, ko se je radikaliziral, je vse to zanikal, ne. No, to me zanima, a je na koncu pa očitno, ko je pa to prihajalo proti koncu življenja ven, tako kot se vidi v dokumentarcu, ko pravi, da ni imenoval svoje glasbe več afrobeat, ampak afriška klasična glasba. Ja, njegovi komadi so bili zmeraj bolj kompleksni, melodije, zmeraj bolj prepletene, polifonija, naprimer teh zadnjih albumih je en je O-D-O-O, ne, je naslov O-D-O-O, Overtake, Done, Overtaked, Overtaken, Overtaken, nekaj tasga. In naslovi so že
ful kompleksne, tega je zelo težko dobiti, jaz vam lahko skopiram, če koga zanima, imam CD. Ker, ne, v bistvu muzika ni stagnirala, ampak je bila kompleksna, pa orkestracija pa to, ne. No se to, a je on na nek način, to mi je padlo na pamet zdajle, ko sem ponovno slišala to, prej sem preslišala to, da je sam pričel imenovati svojo glasbo afriška klasična glasba. A bo on čez 50, 100 let, bo to v bistvu, bomo na to gledali kot na klasično glasbo tega obdobja. Mislim, po moje, če se vrnem na naše tisto dobe. zanimivo izhodišče, ki si dala Slovenija prek džeza do Fele Kutija, ne. Seveda, po moje, to drži, ne, že zato, ker so ljudje, ki so Fela Kutija predstavili po radiju, bili ljudje, ki so se ukvarjali z džezom, ne. Po moje je že ta kanal bil tisti, ki drži, ne. Drugo je pa ta kompozicija ali pa različnost od džeza pa pri Feli Kutiju se to poje, pa pol se malo pleše, ne, to ni čisto kot džez, ne, malo drugačen džez. Mene zanimiva bila ta povezava Lester Bowie, ki bo mene, ne, tudi Lester Bowie ima konec koncev plato Avant Pop. In eno od poimenovanj, ki jih je dal tej glasbi svoji Fela Kuti, je bil tudi Avant Pop. To se pravi avantgardna pop, popularna glasba. In v tej smeri se je pravzaprav tudi Lester Bowie nekako obrnil pol, ne, in je malo drugačen jazz bil tisto, kar je on špilal na koncu, ne. Komade take so. Brez fantasy. To, kar je Fela Kuti po moje naredil, je v glasbenem smislu zelo sveže še zdaj, 40 let po temu in se množi, ne, na raznih bendih. Mislim, da imaš cele te vrste bendov afrobeat, ne. Ja. Po Franciji pa mislim, zdaj afrobeat je postal stil. V bistvu sta ga pa izumila Fela, pa Tony Allen, bobnar, ne. Ona dva sta to, ta njegov bobnar, ki je tudi v filmu, sta izumila te groove, ne. Tisto, ki se zdaj imenuje afrobeat, pred tega Druga pa sporočilnost, ne, ta močna besedila, ne, kaj je bilo rečeno. Zdaj, music is a weapon je podnaslov, glasba je orožje. Še ena vzporednica mi je padla na pamet, v bistvu 70. leta, ko je bil najmočnejši Fela Kuti, so bila leta punka, ne. Tukaj smo orožje, glasba kot orožje je bila v Evropi punk. To je premaknili zavest, ne. V Ameriki je bilo to obdobje 60-ih, 70, Black Power, skratka, črnska emancipacija in tako naprej. Zdaj, leta 2015, glasba lahko še orožje, ne, mislim, nažalost, sej to, kar njegova dva sinova delata, angažirana besedila in vse naprej, ampak po moje, ko bi rekel, pa tudi ta na nek način dokumentarce, po moje nek indikator tega, glasba bo, ne, sporočilnost, ta subverzivna, totalno revolucionarna, ne, res, ko je rekel, tip je imel močna jajca ali velike jajce, da je to povedal, kar je povedal, ne, to je pa težje narediti v letu 2015, ne, in to je po mojem tisti presežek ujet v en historičen trenutek, ki ga ne bo nobena podobna glasba več zaobjela. No, vse to me zanima, mislite, da bi fenomen Fele Kutija, da bi bil sploh mogoč kje drugje, kot v Nigeriji v tistem trenutku. Ali je... Mislim, dejstvo je, da on, ki je bil iz premožne družine, bi bil lahko tudi doktor, tako kot njegova dva brata, ali pa, mislim, ni imel verjetno eksistencionalnih problemov, ne. Vse potenciale je imel, da bi bil salonski komunist. Ja, ne bilo treba to, mislim, se izpostavljati, ne, ampak tako kot njegova mama, ki je bila, kot smo zvedeli, ja, ne, se tukaj jaz sem kar nekaj prinesla. osvoboditeljca, ne. Zelo, mislim, on je bil
politična. Ne, pa je v bistvu pionirka afriškega feminizma, upornica proti kolonialni upravi, bila je prva ženska, ki je v tej Abia Kuti, ki je obiskvala, končala gimnazijo, prva v Nigeriji naredila šoferski izpit, mislim, da okrog leta 1920, vozila je motor. Je pa tukaj, to je ena pomanjkljivost, ki jo mogoče v filmu, ki jo nisem, ker je samo enkrat je malček nakazano. Mama je seveda bila najpomembnejša oseba v njegovem življenju, ampak delno tudi zato, ker je živela dlje. Oče mu je umrl pri 16, leta 1954, ampak oče glasbeni dar je Fela podedoval, pa tudi veliko uporništva po očetu. Oče je bil duhovnik, ne, anglikanski duhovnik, pa ravnatelj neke tako, kaj srednje šole, gimnazije, zelo prestižne, bil je obseden z glasbeno vzgojo, že njegov oče, se pravi Felov ded, oba dva sta bila dosti znana skladatelja anglikanskih verskih pesmi. Himen, ki so še danes v rabi. Vendar je Fela je razumljiv kasneje, ravno zato, ker pač ni želel imeti nič z religijo, očeta kar nekako nikjer ni omenjeno. Ga zanika, ne, ker mislim, ne omenja ga, no, ker ni šlo to pač v njegov kontekst. Bil pa je. Pa tudi uporno pa je, da je Felov ta oče, da ko je bil ravnatelj te gimnazije, da je v neki fazi se fizično spoprijel oziroma mahnil je enega britanskega šolskega inšpektorja, kolonialnega sred 20 let, ki se mu je upal posmehovati. In to je bilo v obdobju, ko, mislim, ko so bili Britanci polbogovi v Nigeriji. Tako da to ni čist navadna, to ni bila navadna familija. Ne? Uporniška. Uporniška, to vsekakor, pa zelo, na nek način že na meji, v resnici so bili kulturna elita, nikoli niso bili bogati, vendar, mislim, nikoli niso bili bogati, hkrati so bili pa ena najbolj razpoznavnih, ne, družin v Nigeriji. Mama od Fele je ena od stvari, ki je ona se je pridružila temu gibanju za neodvisnost in bila je ena prvih ljudi, mogoče celo takrat na celem svetu, ki je se aktivno protestirala proti nuklearni bombi, to drugi nuklearni bombi, ki so jo odvrli, pač kaj je bilo, na Hirošimu bi človek še nekako razumel, ne? Na Nagasaki pa ni bilo treba več končati vojne, Japonska se je že predala. No, pa tudi to, ne samo, mislim, njegov bratranec, ne, je Nobelov nagrajenec Vole Soyinka. Ja. Ne, sej, mislim, fascinantno je to, da to, kar govoriš... Ta pogum je izjemen. Ja, je izjemen, ampak to, da se mi zdaj tle čudimo leta 2015, lej pa taj frajer, taj kar povedal, kar si mislil, ne. Pa se je govoril čisto najbolj normalne stvari. Je pa to res. In to je ta svet, ko vsi upizda, lej, taj pa dlej, ko si upa, taj pa frajer, mislim, ali pa to, mislim, what the fuck, ne. Mislim, pa te razne poročila, pa novice po televiziji. Ja, predsednik študentske organizacije ima pa kar 5000 plače. Svina. Aha, naslednja novica. Mislim, Fela je govoril to, v bistvu, kar je res, ne, sam upus je, ne, in zdaj pa. Ja, in za kakšno? A pa se mi upamo, a se ti upaš, se jaz ja, upam. Se to. Se za to gre. In njegov namen je to bil, da pove, ampak da se tudi mi upamo, kaj reči, ne. Ne? In edin tako se bo kaj spremenil, tako da se bo on se pustil pretepst, mamo so mu čez okno vrgli,
Zdaj pa mi lahko tle debatiramo v neskončnost, pa Ja. se zivamo ob njegovi muski, ampak moramo razumeti, da je on govoril najbolj normalne stvari, ki jih vsi vemo, samo si jih noben ne upa reči. In seveda, ne, če si preveč govoriš, tudi ni v redu. Vse Ne. zato smo gledali pa musical, pa dokumentarc o njemu, ne pa o enem od nas. Pa komikoli drugi. Mene ena izmed neštitih stvari. Mislim, da, no, veš, da kaj, je- težko si je upati. Jaz si recimo nisem, jaz sem Ne, v zgrešila bistvu je treba Felo. sam prekiniti konsens, da je tako v redu, kot je. Zato, ker zato. V bistvu gre za konsens. In mislim, če imaš tazga človeka, ki da življenje za to, pač moraš nekako se videti, da je nek smisel v tem, sploh če izhaja iz njegove mame, ki je očitno bila neka intelektualka, prva ženska, in pač v prelomu takrat stoletja so se tudi te postkolonialne, zdaj mislim ta industrijski kolonializem in vse to se je preveslo in se je v bistvu sperverziralo, da je to, kar je on govoril, postalo kriminalno dejanje. Ne? Mislim, ker očitno, če so bili njegovi starši pa vsi taka pomembna družina in so bili, pač so zastopali to, kar je tudi on govoril, v bistvu to je čudno, da je zaradi tega mogel iti v zapor ali pa da je bil na udaru. Ne? Mislim, Ne, na to je, kar se on zanašal nekaj časa, da bodo zaradi tega imeli do njega večjo toleranco. Ja, jaz meni Pa ni se potem, pa to se je izkazalo za neveljavno, ne? Meni se je bil en detalj, tukaj mi je bil zanimiv v tem dokumentarcu, da je v isti ulici, kjer je bila Kalakuta republike, bila vojaška kasarna. Ne? Tega nisem vedel, recimo, ampak to je bila velika provokacija, si mislim, ne? Kar predstavljati si jugo pa eno hipijsko komuno na isti gasi, kot recimo je bila Roška. Ampak zakaj je to provokacija? Ne, ampak okej, za tiste, ki so živeli v kasarni, se vas strinjam, zakaj je to bila provokacija. Kar se je pa dogajalo v tej, mislim, je pa to zelo kompleksno osebno, vse v teh knjigah je to jasno popisano, jaz nisem vseh bral, ampak to pa sem, pa še eno, kaj ti nimaš tukaj, sem bral o Ikoja Prison Narratives, kot nek tip, ki je bil zaprt z njemu, pripovedoval, kaj se je dogajalo v tej Kalakuti. In so se dogajale razne stvari, ne, skratka, nam so se lepili ljudje, ki so bili, tako kot rečeno, tudi v dokumentarcu, bili kriminalci, nekateri niso nehali biti kriminalci, ne, pravzaprav. Skupaj s profesorjem Hindujem. Recimo, ne, pa on je, tudi Fela Kuti je bil religiozen, ne, s tem, da on je šel tradicionalno evropsko religijo, po evropskem prepričanju naj bi Jorubi prišli iz starodavnega Egipta, prepričani so tudi, da je jorubščina prajezik, to se pravi, da se v teh jorubskih besedah skrivajo egipčanski bogovi na nek način, Najra, ne, denar je beseda, kjer je Amon-Ra, ne, božanstvo, to veliko, ne, in to se je častilo na veliko, zato je Egiptejti, ne, v bistvu Egipt. V teh 80-ih letih se je on obrnil, ne, v bistvu iz nekega vseafriškega modela v tudi malo, kako bi rekel. Ja, malo je zato, ker je takrat je pa že res bil pretepen, no? Ja, takrat je, seveda. In poleg tega se verjetno je prišel do tega spoznanja, da se resnično ne da v Nigeriji nič več narediti. Ker spomnim se, kaj so naslednji, ne, mislim, kaj se zgodi v Nigeriji v začetku 90-ih. Po vseh teh vojaških udarih pride na koncu pa najhujši od vseh, general Abacha, ki pa tudi pod razno ni imel nobenih zadržkov, ne? No, vse zadnje je šlo za skoraj tako srednjeveško usmrtitev pisatelja, Kena Saro-Wiwe, ne? Ubešanje, posmeh, mislim, celo v svetu. Na oblasti, ne, v bistvu, to je ta zdajšnji predsednik Nigerije, pravzaprav predsednik, ki je bil v času, ko so Fela Kutija zaprli, ne, tam, kaže, Basari, kako se reče. Obasanjo.
Ja, Ne, kasneje, če je za Obasanjo, no, se ni važno. Babangida, vse polnenih, ja, Bahari. Ja. No, ta je zdaj predsednik Nigerije, ne, v bistvu. Ja, vsi imajo. No, ampak je Igor rekel to, mislim, kako, da si upamo reči, pa on si je upal, mi pa si ne upamo. Jaz si, naprimer, jaz mislim, da nisem najbolj tako šibek človek na svet, ampak jaz si, naprimer, nisem upala iti na njegov koncert. Kje? V Gani. Ker je na Felin koncert, bilo je konc 90-ih, nekdo reče, Fela je v Gani in jaz sem bila glih tam in reče, zdaj ga imam pa možnost videti in tako sem prišla tja do tistega mini stadiona v Akri in kaj je bilo, tako vsi, ki so odhajali na koncert, ki so, kar šparlir je bil pri vhodu, policijski, s pendriki in vsak, ki je šel na njegov koncert, je šel skozi ta šparlir. Nekdo mi je, sicer, da ne bi komu padlo, kaj mislim. Vsega so udarili, kaj še ne? Vsega so udarili, da bi bilo kakor preventivno dejanje. Ja, da ne bi padlo. A veš, da ne bi bilo da se ne bi nalezli kakšnih, ne? In jaz meni je nekdo rekel, sej, veš, ti si bela, pa tako, zihar jih ne boš fasala, ampak mislim, nisi mogel, ni bilo garancije. In takrat sem si pač rekla, ga bom že še kdaj slišala. No, se zdaj bom pa, mislim, da je že malo predolgo, ne? Že malo predolgo klepeta. A ni? Vi povejte. Ne, še kdo? Ja, se za... Ja. V filmu videli, slišali kaj takega, kar vas je presenetalo, Feli, česar še niste vedeli, to me zanima, če so uspeli. Tudi prek tega muzikla in tega researcha, ko so ga mogli narediti za dokumentarc, če so vas s čim presenetili. Če lahko jaz začnem, jaz v bistvu sem prebral nekaj knjig o Feli Kutiju, nisem izdelal nekaj presenetljivega, blazen dober se mi je pa zdela recimo Michael Well, ko je govoril, ta se mi je zdel zelo dober, to je ta, ne, ta je tudi najbolj všeč mi knjiga od Fele Kutija, pa všeč mi je bil Femi Kuti, recimo osebno pa un menedžer, ne, te intervjuje so bili najboljše, kar se mene tiče, slabši so bili dokumentarni odseki, pa musical, meni osebno. Ta pričevanja treh se mi pa zelo dobro zdelo osebno. Igor? Pa pardon, pa še... Jaz sem komi čakal do konc, ne? Mislim, pa še to sem mislil reči, pogrešal sem eno dramaturgijo tega dokumentarca, ne? Ni bilo, vse bilo glih, ne? Finding Fela me spominja malo na uno, Searching for a Sugar Man, tisti dokumentarc ima zgodbo, ne, tisti fajn dokumentarc se gleda, ne, to je bilo pa se vedeli, ne, rodil se je, potem je umrl, ne, pogreb ne bil v vrhuncu, oziroma tisti obisk v Nigeriji, pa mene osebno je, tako, ko bi rekel, mi je bil na istem nivoju, no, brez vrhunca, film. Ne, jaz se sploh ne strinjam z vama. Zdaj, da sem že, pač predle sem ga četrtič gledala in meni se je zdel vsakič boljši. Ne, se je dober. Zato, ne, zato, ker mislim, če bi bil še, če bi gledali dokumentarc o Feli, bi bil to še pač en dokumentarc, še en nov dokumentarc o Feli, ki bi ga z velikim veseljem pogledali mi, kao veliki ljubitelji in poznavalci. Mislim, Fela v narekovajih. To, da je pa, mislim, da so s tem, da so resnično razširili publiko, da zato smo mi tle. In se zdaj le pogovarjamo in ima več ljudi možnost spoznati Felo, ker so kot ta medij vzeli musical.
presenetil. Boš dva filma naredili, musical film pa pol dokumentarc. Pozabljate tudi nekaj, da je musical bil velik, nepričakovano velik hit. Da so ga podaljšvali na Broadwayu, da ko je prišel v London, je bilo rečeno, da bo en mesec, da ga niso igrali na West na West Endu, ne? Ne veš kaj prosti, jaz ko poznam dobro Felino muziko, sem jo pogrešil v tem filmu in pogrešil sem njegov stage act. To, kar sem jaz danes videl tle, glasbeno in plesno in to, kar on govori, to meni ni dost. In na koncu, ki je že konc filma, pa oni nažgejo končno te, ki so se naučili, ne? In nažgejo, zdaj pa spet on, pa ti ne bi pa daj malo, da muzika igra. Logično, ti ne maraš muzikla, meni je tudi ne, pa na koncu, ki je konc filma, ki so oni nažgejo pol ta iz muzikla band, ne, ki začnejo igrati, ki je ta zanj komat, ne. Pa daj pusta 45 sekund na mas 20, daj da malo to zazveni. A veš, to je glasbeni film, mora glasba, pa če moraš slišati, ne pa da skozi eni govorijo, pa se ta pojavi, pa on, pa to, veš, neka taka forma. Mislim, da ne govorim, da pač, ne bom več govoril, hvala. Ne, hotel sem reči, da je pač kot ameriški film, ne, jaz sem 10 let živel v Ameriki s črnci pa indijanci v glavnem in to, ko oni grejo iskati svoj motherland v Afriko, to nima veze, nekaj, da greš ti škijo kupati v Bosno, to je približno tako, ne. Oni niso Afričani, razumeš? In oni imajo pretrgane te vezi in kako si potem razlagajo neko afriško muziko, mislim, če jaz vprašam 12, 30, 40 glasbenikov, je to čist nekaj drugega, ne. Oni nimajo, a veš, konekšna in za njih fela nek Afrika in motherland in to. In zmeraj, ki gledam te ameriške filme o Afriki, ne sploh črnske, tudi, ko sem bil v Afriki in v Ameriki, tudi je v bistvu čist nerealno, je nek romanticizem ali je neko, ne vem sploh za tle, zakaj gre, a veš, ne, ampak vse so se tega malo izognili, pa so on ta režiser jih ful hoče nekaj našponati, da bojo nekaj čutili, pa kaj on bil. Sam poleg tega, da je to nek dokumentar za Američane, da končno vejo, da je bil ta črnc iz Nigerije, ki je tega, to mislim, da jih malo za njih osvesti, zame to, meni nič niso oni povedali s tem musicalom. Je pa ful zanimivo, ko so s te dokumentarni posnetki in to, in Felo uživo izvajati. No, saj to. Njega ne moš, a zdaj to je pa isto, kot da imaš Michael Jacksona impersonatorja pa pet gledati koncert. To je isto, greš gledati Felo musical, ko nekdo igra Felo. Pa ne moreš Felo igrati, ne moreš to fejkati. Razumeš, musical delati, deli dramo, deli film. Zdaj moš li pa enkrat tam gledati, ko se je naučil. Vsak si igra boljš od Fele. Ta igralec, ful dobro igra. Ne moreš Fele zdaj gledati Fele. Tukaj Michaela ne moreš gledati, ali pa Stevie Wonderja, ali pa Lista. Veš kaj, vse to je problem, ker sem te prej vprašala, pa nisi hotel odgovoriti, vsaka si bil presenečen. Na kaj si pomislil, ko si izvedel, da delajo musical v Feli? Ker jaz se vem, da sem bila na pol šokirana in skoro malo ljubosumna in hkrati me je pa, ker to je bil kakor moj glasbenik, kdo mi ga je zdaj ukradil, kako si drznejo delati musical v tem, to je vendarle sramota. Kako pa je musical? V resnici moram reči, band je odličen, to ni. In bila sem tudi z prijateljem, ki je Felo večkrat v živo videl, pa še tako zelo veliko ve in mislim, veliko je poslušal in zelo ima občutek za muziko, pa tudi deluje pri tej afriški založbi. No, skupaj sva šla v bistvu z neke radovednosti in vem, da prvi del sva tako do odmora tako dobro preživela in sva rekla, se v bistvu v redu, pa tako. Drug del je bilo pa grozen, ker je tisto, ki je začela mama iz nebes govoriti. In v tem slogu, kar se mene tiče, jaz živo ne prenašam musicalov.
In motil me je tudi, pa ona tam poje v tem slogu, meni se zdi, da so itak vsi songi v musicalih so vsi isti, samo to je ena in ista pesem, ki jo vsi potem tako zelo narobe, ampak mogoče je bilo pa še najbolj narobe to, da potem seveda tam v tej publiki, ki je bilo nabito polna, Queen Elizabeth Hall je bila Royal Festival Hall je bila, mislim, se vidijo aplavzi strašni in tako, da si potem pol sem srečala vendarle nobenih ljudi, ki sem jih ponavadi srečevala v Londonu na koncertih afriške glasbe, ampak potem sem pa le srečala ene ljudi, mislim, iz Oxforda, ene znance, ki so slišali za ta čudovit musical, ki je čist drugačen in dejansko je to bil za musicale je to bil velik dosežek. Kot musical je bil odličen, verjetno. Mislim, za me ne more biti noben odličen. Jezil me pa je, ne, to, ker so ljudje pa rekli, ja, nismo vedeli, da znajo Afričani. Mislim, kako dobro muziko imajo, pa tako dobro plešajo. Vse je zaka hudiča, ne, veš, prosim. To je vsekakor super, da so to naredili. Jaz sam govorim osebno, iz mojega glasbenega okusa pa. Ne, jaz sem tudi zelo osebno rekel. Drugače pa to, mislim... Da se že povlečem nazaj. Hvala Bogu, da se sploh, a veš, da to... Zdaj bodo oni vsi šli domov, pa bodo rekli, veš kaj ne iti, mislim, dobro, odličen je, super je. Res, mislim, hvala Bogu, da je to, ne. No, sej to. Če ne pa še en dokumentarc o Modrijanih, celovečerni koncert. Musical mogoče? No, nekaj me še zanima. Se vama mislim, kaj boš gledal? To ali... Se vama zdi prav, da je Felov starejši brat, mislim, da je bil Kojo, ta doktor medicine, da je takrat najavil, da je povedal, mogoče se je špekuliral, verjetno ni, ne, da je njegov brat, da je Fela umrl za AIDS. Za AIDS-ov? Ja, ker jaz sem takrat v svojem življenju imela še naslednjo možnost, da Felo vidim in to je bilo julija leta 97 je bil napovedan koncert v Londonu, ki je bil potem odpovedan, zato ker so Felo zaprli. Ne vem zaradi česa, verjetno zaradi trave, karkoli, vedelo se je, da je že zelo boln in je bil 3 tedne je bil v zaporu. Koncert je bil seveda odpovedan, na kar je umrl 2. avgusta, se pravi še slab mesec po tem. In meni se mogoče to ni zdelo čisto prav, zato ker so nakazali, da s tem, ko brat, ko se objavlja, posod se je objavljal, posod po BBC-ju vse novice poročila, da je umrl za AIDS-om. Hkrati pa ni nihče povedal, ne, mogoče je pa umrl zato, ali pa prekmalu, lahko bi še 2 leta živel, če ga ne bi spet dober pretepl, mislim, takega že itak na pol, mislim, hudo bolnega človeka so zaprli in pretepali. Mislim, ker so s tem je ta odgovornost, pač, na nek način je njega tudi umorila vojaška hunta. Ne. Po moje je to bolj stvar novinarstva, za katerega je bolj zanimivo to, da je nekdo umrl zaradi AIDS-a, vsaj v tistem trenutku verjetno bilo, kot to, kaj točno je ta človek naredil, zaradi česa morajo sploh o njem poročati, pravzaprav, ne. Mogoče ga ni dobil zaradi seksa, mogoče ga je dobil zato, ker je bil 2 leta v najhujšem zaporu. Mislim, kolikor mi vemo, mogoče tudi ni imel AIDS-a, ne, pa so ga izkoristili za kampanjo, ker sta brata pač vodila to kampanjo. Kar je bila zelo pozitivna kampanja v resnici. Kaj je v resnici, ne, mislim, to se težko reči. Ker ona dva sta se prizadevala, da bi nigerijska skupnost sprejela to, ki so zanikali, da imajo AIDS. Se pravi...
Ne bi bilo pa nenavadno, da ga je dobil. No, se pravi, zgleda, kot da ga je imel. No. Ne, a ima mogoče kdo še kaj, bi nas kdo rad kaj vprašal ali pa mogoče sam povedal? Ker v Sloveniji se vedno najdejo kakšne tihe vode, ker misliš, da tako na najveš več o kakšni stvari, pa pol je nekdo, ki je mogoče bil v Nigeriji. Mislim, jaz sem bila v Nigeriji, ampak nisem bila v Lagosu, kaj šele v Šrajnu. No. Ali pa mogoče nam lahko kdo pove, kaj si je mislil v filmu. Ali ste tako trpeli kot Igor? Ne, jaz sam to govorim. Ne, vse zastopte, ne. Ne, meni je zmerno sam pri teh dokumentarcih, tako, ker v bistvu, če poslušaš njegovo muziko, pa besedila, pa to, kar on pripoveduje, ima to ful, moč, ne. Ja, ker želel bi si še to poslušati. Ja, pa če pa vsi dokumentarci pa to demistificirajo, mislim pač zbanalizirajo, ne, na en način lahko, ne. Ali je to Amadeus, ali je to Amy Winehouse, ali je to Femi Kuti, ali ne, Fela Kuti, pač tako ne, malo, če po mojem poslušaš muziko pa besedila, pa ne, je bolj po... Genij ali ni bil po tvoje? Ma seveda. Je to razlog tudi, da, ali je mogoče biti, ker zdaj ta primerjava z dokumentarcem o Bobu Marleyju, on tudi ni bil kaj prida oče, pa kaj šele mož. Ja, to je brez veze. To je pa zelo pogosto, se to je že z literaturo se dogaja pogosto, nekdo, ki je nekaj napisal, nekdo, ki je nekaj naredil, vsi reče, aha, dobro, pa kaj ta tip, kot točno to, pa kdo je bil, mama, oče, kaj točno se dogaja, pa ni to bistvo, ne, bistvo je kaj naredil, to je, to je v bistvu ta naša bližnica, ki imamo zelo radi, neko nalepko, dajmo gor, cap, recimo umrl odejca, recimo kadil travo, recimo kadil imel 28 žene, pa smo podelali, fantje, ne, se nam ni treba več temu ukvarjati. Je pa to zelo kompleksna zadeva, ne, tudi Fela Kuti se mi zdi, da ima, se pravim, zame, pa ga dolg časa spremljam, ne štekam vseh teh besedil, ne štekam muzike vse in to mi je všeč pravzaprav, ne, zato jo še kar naprej poslušam, mi je fajn. Pa mislim, da postaja vedno bolj aktualna pri nas, mislim, da je bilo pred 2 leti, prvič se je zgodil, Nigerija je bila vedno, ali je bila prva ali druga, tretja najbolj korumpirana država na svetu. Pa še malo je tekmovala s Kolumbijo svoj čas, pa s Pakistanom, Kamerun se enkrat vmešal, pa Kenija. Kot pa veste, in mislim, pred 2 letoma je bila za najbolj korumpirano državo, je bila tako razglašena, oziroma ne razglašena po tej Slovenija. Ne? A res? Ja. A nistno? Viš, v Nigeriji se tudi niso zavedali tega ljudje. Mislijo, da je kar normalno. Ne? To je ta... Ja, pač malo daljše obdobje ja, Slovenija, Nigerija pa bila, mislim, da na 6. mestu. Ja. In si lahko predstavljate, v kaj... Ne, Nigerija je tam že tako 30 let. V kaj lahko mi pademo. In pa da, če dopuščaš, če ljudje dobijo tako visoko toleranco na korupcijo, da celo mislijo, da je ni. Ali pa da ni tako hudo. Ali pa da je to kar normalno. No, seveda zadnje vprašanje pa to ima, bo Fela preživel, oziroma bo njegova glasba preživela? Sigurno. On je, pač izumuje žanr, ne? In žanri so forever, ne? Veš, mislim. Ja, jaz se dosti s mladimi družim po raznih klubih, bankerskih in podobno.
In moram reči, da sem prav presenečen, koliko mladine pozna. Ne. Mislim, da je več fanov zdaj recimo med generacijo 20 do 30 starih, kot jih je bilo pa, takrat smo bili mi 20 do 30 stari, pa on je bil še živ, ja, je bil še živ, čakaj, kdaj, koliko smo bili stari, ki je on umrl. A ja, seveda smo bili, ja. O 97. Ja, in fora je v tem, da jim jaz poje legende o njem prepovedujem in oni nimajo pojma, oni poznajo v bistvu musko, malo sporočila in tako naprej. Nič pa ne vedo tega backgrounda, o katerem mi govorimo, umrl za AIDS-em, 28 žena. Kva, res, ne poznajo, to mi je najbolj zanimivo pri tem. Samo, a govoriš o pri nas, ker to me zelo razveseljuje, ker v Angliji jaz, skoliko se tudi dosti z mladimi družim, Fela Kuti je tako neki, to je, pa Afrovi, to je neki tako normalnega in tako navdušen, vsaka parti, pri malo bolj seveda mladino, ki se zanima za glasbo. On je tako reden repertoar, Fela, kot da ga poznajo že od nekdaj. In v resnici je, mislim, ampak nisem vedela, da je to pri nas. Ker to me zelo razveseljuje. Ne vem za, tiste, ki hodijo ki so bivšega Violi, kva imate, kva je danes na scena, to vrstna neki disko, tam verjeten ne. To je ta, rečemo temu, malo bolj drugačna mladina, ki se po raznih klubih, neodvisnih prostorih zadržuje in tako. Na Metelkovi boste najdeli te mlade ljudi ali pa v Kranju na železniški in tako, ki poznajo to zgodbo. Zmeraj je eden, ki jih potem informira in pošilja naprej po Facebooku in tako. Ok, hvala. No, ampak njim bi bilo verjetno, če bi do njih prišla njim bi bilo verjetno zanimivo gledati ta film. Saj ne ve, mislim... Doma so ga že 3-krat gledali. Ampak mi sploh niso prišli pred mene, ampak je tam meni sosedne vasi en kitarist ga odkril in potem je čak fotor, nisti mentor nekaj prav od tega. In so feni in so komade že probali igrati. Ja, no, za nas tri pa si mogoče lahko, kaj si lahko želimo, da bo zelo kmalu, da bo pač dosegljiv nek posnetek enega njegovega celega koncerta. A ne? Se je, live in Detroit. Eden je, ja, to sem danes videla, pa tudi na enem festivalu. To je zadnja neka. On je pustil prve 3 komade, da snemajo, pa kat. Pa niso smeli. Vek to se spomnim iz San Francisco koncert, ne, ki je tudi ustavo, ne, pol je pa prišel njegov sin, ne vem, bil ta Sean Kuti ali Femi, ne, in je pel, takrat je bil po mojem 5 let star, tak čist mehen je bil, mu je dal mikrofon, Fela je šel dol iz stage in je on odpel cel komad ta, kjer je že naslov, Sorrow, Tears and Blood, ne. To se pravi, ta komad, ki smo tudi videli v filmu, ne, ki govori o tem napadu na Kalakuta Republic, ne. In to je bilo pa, to pa ne moš verjeti, kako je bilo to pretresljivo, da tak mehen otrok, da je tako odpel to, ne. In, ne, mislim, ker ponovadi je Fela to pel, potem je pa njegov sin, ki je bil predstar, po mojem 5 ali pa največ 6 let, je odpel to, tako da, mislim, tako besedilo, ne, da otrok to odpoje. Liki, to, kar si ti vprašala, če me je kaj presenetilo, natančno to me je presenetilo, ta velika, ni bil kaj prida foter, ne, to je čisto očitno, ampak da so otroci spoznali, da vseeno je pronicala ta posebna ljubezen do njih, da so jo tako prepoznali in kako so vsi, kako ga imajo radi in kako tle ni pač nobenega problema. Niti odpuščanja, da očitno so skozi to, mislim, skozi to vse, kar so šli skozi v življenju z njim, da so nekako postali oni njegovi starši. Mislim, da to je res globoka ljubezen,
ki jo čutiš do njih in da niso nič preveč ranjeni od tega, ne? Da so vsi zelo tako, angliži bi rekli balanced, ne? Personalities. Se ona dva sinova, ne, pravzaprav celo firmo v narekovaju leta naprej, ne? To je, te stvari izgleda, da to govorenje o ženskah, pa te prismodarije, ne? Ki je, mislim, da je to Fela začel, potem pa ni mogel nehati. In da je v vsakem, no, dejstvo je, da v tej Kalakuti življenje tudi ni bilo preveč, to je komuna in to je moglo biti grozno, ne? Če pomisli sploh, da so jim vodo odklapljali, da so bili brez elektrike, mislim, da so imeli uši vsake toliko cajta, da so se prepirali med sabo, ne? No, vse v zadnje je bilo to življenje na nekih 100 kvadratnih metrih, ne? Ne, kaj sem hotela reči, da mislim, da ne vem, v eni od knjig je, ker tako govorite, ženske imajo pač njihovo mesto je tle in tukaj in potem pravi, ampak v resnici pa jaz tudi nisem čisto prav dec, ne. Imel sem 2 otroka pač z prvo ženo, mislim, edino pravo ženo, s temi kraljicami pa je imel samo 2, ne. In je on tako, potem je bilo ta ugotovitev, da očitno nekaj ni z njim v redu. Kar je zelo, bi rekla, nemačistično, ne. In da pač mora se pač s tem sprijazniti. Ker je, koliko 4 otroke je imel samo, ne? Ja, zelo malo v primerjavi s številom žen, ne. Ja, a zaključimo zdaj? Ja, ker ste zelo obzirni. Ne vem, ne znam, jaz mislim, da bo kdo drug to namesto mene naredil. Ja. Hvala lepa, ne, ker ste prišli, pa upam, da boste še koga drugega zdaj pripeljali pogledati film. Res se ga splača 2-krat gledati. Hvala.